Mednarodne premiere so vedno ena takšna naporna zadeva. Prav psihično se moraš pripraviti, da te ne zanese, ko prideš na takšno lokacijo in bi se šel kopat. V resnici pa moraš snemati. Je pa res, da nam avtomobilistom to ni težko, ker enostavno obožujemo avte. Lexus tule predstavlja svojega novega paradnega konja, model LS. Tole je 5. generacija, ampak Lexus LS je bil v bistvu leta 1989 tisti, ki je sploh začel zgodbo o Lexusu. Čeprav gre za dokaj mlado znamko, si je v tem času ustvarila lep renome, predstavljala je revolucionarne tehnologije, zato so pričakovanja ob lansiranju novega seveda spet zelo velika. Ampak spet, preden so mi dovolili sesti za volan tele ogromne limuzine, so mi morali povedati nekaj več o deželici, kjer sem. Kaj mislite, kje se lahko še decembra takole fino kopaš, čeprav si dejansko na 2000 metrih nadmorske višine? Ali kje lahko ješ dateljne kar z drevesa? Joj, kako so bili dobri. Ali kje si lahko ogledaš zapuščene stare vasi, ki so imele včasih več vode za gojenje rastlin na takšnih posebnih terasah, danes pa jim narava zaradi globalnega segrevanja ne da več dežja in so morali vse skupaj enostavno opustiti? Da ne bo preveč vprašanj, tole je Oman. Prvi Lexus LS je veljal za najtišji avto na svetu in tudi pri tem se mora že po prvih nekaj kilometrih enostavno strinjati, da je še vedno tih. Seveda, tole je tudi hibrid in ko se pelje na elektriko, je itak praktično neslišen. Skoraj neslišen je tudi med vožnjo. Zrak reže tako učinkovito, da bi lahko kar zaspal, če ne bi bil avto dejansko zelo zanimiv. Že navide se nekaj posebenega. Poglejte recimo tole noro masko, za katero so porabili 3 mesece in pol v kedu, da so jo zrisali. Zato se tako lepo sveti, skar paste to 5000 različnimi površinami. Zaradi nove platforme, ki je sicer sorodna tej od prekrasnega LC-ja, le malo raztegnjena, je LS tudi precej nižji in s tem izjemno eleganten. 5,23 metra je dolg, torej vam je jasno, da gre za ogromen avtomobil. S presežki lahko nadaljujem v kabini, ampak bom izpostavil samo 2 zadevi. Poglejte tole oblogo vrat. To je ročni izdelek in kar 4 leta so rabili, da so razvili takšne krasno prepletene vzorce. Mojstri so trenirali origami, da lahko zdaj s svojimi spretnimi rokami izdelajo takšno umetnijo. Enako les, iz katerega s posebnimi postopki potem izdelajo takšne vzorce in je v bistvu v vsakem avtu unikat. Vseeno moramo omeniti še sedeže. Voznikov je nastilil v kar 28 smeri, zadnji pa 22, s tem, da vsi ponujajo odlično masažo šijacu. Zadnji ima celo oporo za noge in vse se nastavlja preko zaslona. Ne bom vam hodil tukaj noter. Kaj dela LS še posebno v primerjavi s tekmeci? Hibridni pogon, jasno. Na voljo je sicer tudi turbobencinski 6-valjnih 417 konji, ampak sem skoraj prepričan, da bodo pri nas vsi izbrali hibridni LS 500H. Bencinski motor z Atkinsonovim ciklom je V6 z 220 kW, torej 299 konji moči, skupaj z elektromotorjem pa sistemska moč nanese na 264 kW, kar po naše pomeni 359 konjev. Pogon je lahko zadnji ali 4-kolesni, do 100 km/h pa pospeši v 5,4 sekunde. Baterija je litij-ionska in pomaknjena še bolj naprej, da je razporeditev mase zdaj praktično idealnih 51 proti 49 in zato LS deluje precej športno. Ja, Lexus je dal res velik poudarek voznim lastnostim. Seveda mora biti avto v prvi vrsti zelo udoben, kar z nastavljivim zračnim vzmetenjem tudi je, ampak niso pozabili na voznika, ker dobro vedo, da bo marsikateri lastnik tega avtomobila dejansko sam vozil ta avto. Med vsemi velikimi limuzinami ima najnižje težišče ter največjo trdnost karoserije, zato ga je dejansko zelo prijetno peljati tudi po takšni zaviti cesti. Jaz že vem, da ne bi imel šoferja, razen mogoče takrat, ko bi si nanudil kakšen dober kozarček, pa bi potem lepo odspal tamle zadaj. Japonski zastavonoša je že pri nas na prodaj za najmanj 110 000 evrov. Vidi in čuti se, da so izdelali avto, ki ne samo da dobro izgleda na cesti, ampak tudi odlično razvaja svoje potnike. Arabce je že navdušil, ampak kaj pa oni vedo, kaj je dobro? V bistvu kar vedo.